Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Občina Radovljica je ena izmed občin, ki praznuje dva občinska praznika. Enega 5. avgusta, ko je bil ustanovljen Cankarjev bataljon, in enega 11. decembra, ko je bil rojen dramatik Anton Tomaž Linhart. V Linhartovi dvorani je potekala osrednja občinska prireditev, kjer je župan podelil plakete in pa pečate občine Radovljica. Častni naziv pa je letos pripadal ženski, gospe Mariji Kolar, predsednici ljubiteljev stare glasbe. Iskrene čestitke. 11. december, praznik občine Radovljica, takrat se je rodil namreč Anton Tomaž Linhart, dramatik, in vi na ta dan podelite plakete in pečate občine Radovljica. Ja, res je, to je naš drugi praznik in vsakič se jaz spomnim v tem veselem decembru, da je bila to izredna prireditev. Danes pa sploh, ker bomo podelili častni naslov občanke, torej prva ženska bo dobila ta častni naslov, to je gospa Marija Kolar, in jaz sem res izredno zadovoljen, tudi soglasno je bilo to potrjeno na občinskem svetu in se veselim tega dogodka. V letošnjem letu je bilo zelo veliko narejenega, veliko zaključenega, veliko se je gradilo, delalo na področju infrastrukture, na področju šolstva. Kaj vam je od tega najbolj pri srcu? Ja, tako bom rekel, veliko je bilo projektov, pa če rečem, največji projekt je bil sigurno pri infrastrukturi, torej ureditev infrastrukture Lancovo. Smo bili tudi uspešni, kajti dobili smo preko polovico nepovratnih sredstev, to je okrog 1,6 milijon evrov. Seveda cel projekt je bil 3,3 milijona. Potem pa seveda zelo velik projekt, ki bo na koncu okrog 5 milijonov evrov, je rekonstrukcija oziroma povečava našega kopališča, bazena v Radovljici. Tudi ta bo v roku slabega meseca zaključen. Seveda so bili pa manjši zelo pomembni projekti, ki so pa bili zaznamovani v vseh 12 krajevnih skupnostih, tako da ugotavljam, da smo kar lepo porazdelili sredstva in da so vidni ti manjši, zelo pomembni projekti, predvsem gre tako za infrastrukturo, kot tudi v okviru participativnega proračuna. Tako da lahko ugotovim, da če gledam zdaj zadnji 2 leti, smo res ogromno naredili in sem vesel, da nam je to uspelo in da smo zagotovili tudi vsa sredstva. Obnavlja se Klinarjeva hiša v Kropi in narejena je bila streha in pa mansarda. Ja, tudi tam je res, mi čakamo na ponoven razpis, da bomo kandidirali za celotno zgradbo, imamo tudi gradbeno dovoljenje. In jaz upam, ker je projekt vreden čez 1 milijon evrov, da bomo zajeten del sredstev dobili od Ministrstva za kulturo, kajti čudovit objekt bo, ko bo v celoti saniran. In prav danes je bila predstavitev v Lescah? Ja, tukaj pa lahko povem, da sem bil pravzaprav do zadnjega kar malo v stiski, ker sem obljubil, da bomo naredili ta kozolec, topler v Lescah, ki bo namenjen medgeneracijskemu srečavanju vseh, torej od najmlajših do najstarejših, za športno vadbo. In sem zelo vesel, da je bilo res to potem do volitev tudi storjeno, narejeno in že vsi s pridom koristijo ta objekt, tako otroci iz vrtca, iz šol, gasilci, oranžne telovadke in telovadci, tako da sem zelo vesel. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku, prijetno praznovanje in hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.
ob občinskem prazniku občine Radovljica dobivate pečat občine Radovljica. Gasilci so vedno potrebni, kadar je naravna nesreča, kadar je požar. Tako je. Prostovoljno gasilsko društvo Lancev je letos praznovalo 40-letnico svojega obstoja in pač ob tej priložnosti se je gospod župan odločil, da nam podeli to priznanje, ki nam seveda veliko pomeni. To je rezultat našega dela in zaupanja župana in vodstva do nas. In koliko gasilcev je v vašem društvu? V našem društvu je približno 120 gasilcev, od najmlajših do veteranov. Smo aktivni na vseh področjih, tako na operativnem, potem tekmujemo v različnih kategorijah. Obstojate pa že 40 let, upam, da ste 40-letnico dobro proslavili. Seveda, 40-letnico smo praznovali v mesecu avgustu, v petek smo imeli slavnostno sejo in srečanje veteranov v občini Radovljica, potem na soboto pa je bila parada in seveda prava gasilska veselica. In še vaše novoletne želje? Naše novoletne želje, da bi nas ljudje čim manj potrebovali. Čestitke tudi ob tem pečatu in hvala lepa za pogovor. Hvala. Tudi vi ste gasilec, prihajate iz prostovoljnega gasilskega društva v Mošnjah. In kakšno je vaše društvo, kako bi ga opisala, orisala? Ja, smo društvo prve kategorije. Trenutno imamo nekaj čez 100 članov, od tega je 27 operativnih članov, zelo aktivnih na vseh področjih. Tukaj moram izpostaviti starejše gasilce, veterane, ki se udeležujejo državnih tekmovanj, mladinek se udeležuje na nivoju občine in pa tudi regije, se pravi gorenjske regije, in pa nasplošno zelo aktivno. In kakšen je vaš podmladek pri gasilcih? Ja, zelo uspešni, zagnani, kot pač vsi mladi so zelo zagnani, delajo, se uvajajo, pripravljajo, da nas enkrat zamenjajo, ko bomo šli mi majhen v penzion, bojo to prevzeli te mladi, ki so zdaj res zelo aktivni, pa moram pohvaliti vse mladince in pa mentorje mladine. Tako. Se udeležujete kakšnih tekmovanj? Ja, tako kot sem že omenil, zelo veliko tekmovanj se udeležujemo, predvsem starejši gasilci, ki so, bom rekel, trenutno tista gonilna sila v Gasilski zvezi Radovljica, pa posledično tudi na nivoju Gorenjske, tudi na državnem nivoju. Letos jim je sicer spodletelo, vendar so vseeno zelo zagnani, zelo dobri, tako da smo zelo ponosni tudi na starejše gasilce. Pa tako kot sem že omenil, člani se udeležujemo na nivoju Gasilske zveze Radovljica, mladina pa tudi potem naprej na Gorenjsko in tako dalje. Še vaše novoletne želje? Novoletne želje, bom rekel tako, če se dotaknemo gasilstva, da bomo sodelovali še tako naprej, da bomo uspešni, čim manj intervencij, čim več vaj in pa odlično sodelovanje. Kar pa se tiče samega kot predsednik krajevne skupnosti, si pa želim, da bo svet krajevne skupnosti še vedno tako složen, da bomo delali v dobrobit krajanov, pa da bomo sodelovali z vsemi tako, kot smo do sedaj. Iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. Ob občinskem prazniku občine Radovljice dobivate plaketo občine Radovljica. Zakaj jo dobivate in kaj to za vas pomeni? Pomeni mi eno priznanje za dolgoletno in nekako sem se trudil, da bi dobro delal. No? Eno priznanje za dolgoletno delo na področju poučevanja harmonika. Ja. Že dolgo let poučujete harmoniko? Ja, mislim, da že 35 let. Ja. Ja. Tako da sem že bolj proti koncu svoje kariere učiteljske. Ja. Kakšne so vaše novoletne želje? Čim več zdrave. Čim več zdrave, pa čim več glasbe. Iskrene čestitke za plaketo. Dobro, hvala lepa. Dobite ob občinskem prazniku Linhartovo plaketo. Kaj to za vas pomeni in zakaj jo dobivate?
prvi vrsti dobim to plaketo zaradi knjige, monografije, ki sem jo napisal od Kamne Gorice. To je sigurno največje moje delo ali pa kar življenjski projekt, bi lahko rekel, ker zbiral nekako gradivo sem za to delo nekje 6 let. Seveda vedno rečem, da sem zbiral gradivo pa pisal takrat, ko je bilo slabo vreme, ker ko je lepo vreme, grem na svež zrak, na sonce, če le uspem, seveda. In ta knjiga na koncu je nastala zelo lepa, moram reči, ima več kot 700 strani, opisujem hiše, predvsem pa družine, zbral sem več kot 900 fotografij, tako da vsebuje pa približno 140 družinskih dreves in je res taka bogata zgodovina mojega domačega kraja. Kaj za vas plaketa pomeni? Ja, sigurno sem vesel tega, da so tudi drugi prepoznali ves ta čas, ki sem ga vložil v to, pa ga pravzaprav ves čas vlagam v to, da nekako raziskujem našo zgodovino, ki je zelo bogata. Trudim se, da tudi drugi seznanijo s temi mojimi spoznanji, ugotovitvami, pa obenem poskušam ozaveščati tudi druge, da se zavedajo pravzaprav v kakšnem bogatem v vseh ozirih, ali pa vsaj v veliko ozirih, v kakšnem lepem pa bogatem okolju živimo. Vaše novoletne želje? Največ zdravja bi rekel, ker ko bo zdravje, potlej bo tudi vse ostalo prišlo. Iskrene čestitke ob plaketi in hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. Kakšno fakulteto zaključujete? Zaključujem magistrski program elektrofakultete v Ljubljani. Mislim, v bistvu sem že zaključil to. Smer avtomatika. Ste že zaposleni? Sem, ja. V podjetju RLS Merilna tehnika v Vodicah oziroma v poslovni coni Komenda. Delam približno že let tam, tako da je. Ste zadovoljni s svojo zaposlitvijo? Seveda. Delam kot programer, tako da. Kaj vam pomeni današnja nagrada? Definitivno je to vidim kot neko priznanje za preteklo delo. In vaše novoletne želje? V bistvu predvsem, da se stvari normalizirajo, predvsem, da se umiri ta situacija s korono in tudi nasploh v Sloveniji, da se stvari malo pomirijo. Iskrene čestitke in srečno. Hvala. Katero fakulteto ste zaključila? Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Smer management. Ste sedaj že na tem, da greste v službo? Imam že par izkušenj, ampak trenutno še nadaljujem magistrski študij na financah. Kaj vam pomeni, da ta nagrada danes ob občinskem prazniku? V bistvu mi je zelo čast, ena velika potrditev, da kar delam, opazijo tudi drugi in s tem skupaj več rastemo. In kakšne so vaše novoletne želje? Da bi bila še naprej tako uspešna, da bi dobila službo, ki si jo želim in da me to nekako nese naprej skozi življenje. Srečno. Hvala. Kaj ste vi zaključili, katero fakulteto? Sem v bistvu zaključila dodiplomski študij predšolske vzgoje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Imate rada otroke? Ja, seveda. Se vam služba že obeta? V bistvu sem zdaj nadaljevala svoj študij in sem zdaj na dodiplomskem študiju razrednega pouka, tako da bom letos zaključila še to. In kaj vam pomeni nagrada župana? Ja, mi je v veliko čast, da lahko prejmem tako nagrado. Vi ste častna občanka občine Radovljica in ste tudi prva ženska. Kaj to za vas pravzaprav pomeni? To je pravzaprav velika čast za mene, da sem prva ženska in da je
občina Radovljica z županom, cenjenim županom Cirilom Globočnikom in z vsemi sodelavci in občinskim svetom spoznali, da je moje delo vredno tega naslova. Ste predsednica ljubiteljev stare glasbe in prav v letošnjem letu ste praznovali častitljivih 40 let. Tako je, ja. Letos avgusta smo praznovali 40-letnico našega festivala, ki je od 97. prejšnjega stoletja, 1997, resnično samo radovljiški. In imeli smo uspešne koncerte, bilo je res zelo lepo, še posebno, ker ni bilo covida. Kot sem zasledila, ste prišla leta 1962 v Radovljico, Radovljico imate rada. Torej, izredno rada imam Radovljico. V Radovljico sem prišla pa zato, ker je moja družina zelo velika, tole nas je bilo 6 otrok in moj tata je rekel, Marija, zdaj si pa poišči štipendijo, ne morem vseh 3 imeti v Ljubljani. In tako sem iskala štipendijo in tako sem prišla v Radovljico. 62. občina Radovljica takratna mi je dala za 3 leta štipendijo, tako da sem pokrila saj bivanje v internatu. Potem so pa tu imeli potrebo učitelja in tako sem prišla potem 62. leta, še pred koncem študija v Radovljico in imam izredno rada Radovljico, torej to je moj res biser. Iskrene čestitke ob tem naslovu, častnem naslovu, častne občanke občine Radovljica, obenem pa še eno vprašanje, kakšne pa so vaše novoletne želje? Moje novoletne želje so take, da bi bila zdrava, pa da bi ljudje v miru živeli in da bi imeli dosti za preživeti. Posebno v novem letu želim, da je veliko miru in seveda spoštovanja drug do drugega. Hvala lepa za pogovor in pa iskrene čestitke še enkrat. Yo soy María de Buenos Aires, María, no ven que soy yo. María tango, María de la Rambla, María noche, María paso fatal, María de